Seveda smo zaskrbljeni. Pač to je zdaj čisto ena taka nova informacija, sploh te količine so tako visoke, da ni lih, no, da bi kar človek z roko odmahnil pa rekel, se ni nič. A pri 10-kratni prekoračitvi dovoljene količine radona so starši upravičeno zaskrbljeni. Kolikor je to sevanje poškoduje celico, lahko to vodi v mutacijo in to lahko tudi vodi v raka dihal. Ni dobro tu, mož mi je tudi že za raka umrl na pljučah, ne, to je nevarno zaradi na pljuče, ne. Pa ne vem, kako bojo ukrepali, ne. Na šoli so takoj začeli pogosteje zračiti prostore, a dolgoročno to ni rešitev. Rešitev za nas bi bilo, da bi sanirali, jaz mislim, ker so tudi strokovnjaki z tega področja, da dajo posebna navodila, mislim, da gre za prezračevanje, ne, prostorov. Pri sanaciji bo morala ključno vlogo odigrati občina Idrija, ki pa še nima načrta za hitro rešitev težave. Katere bodo pa naslednje tehnične rešitve, bomo pa še ugotovili. Verjetno se bo šlo v naročanje dodatnih meritev. Jaz so prej se vedeli, kako in kaj se gradi, da zdaj so pa otroci ta žrtev. Morda bodo otroci žrtve še naprej, saj tudi za novi vrtec, ki ga gradijo ob šoli, pred gradnjo niso opravili meritev sevanja radona. Upajmo, da koncentracija radona v novem vrtcu ne bo presežena. Kaj pa če bo? Bomo pa sanirali stanje. Posledice izpostavljenosti radonu so lahko usodne, ali bodo tudi za te otroke, pa bo pokazal čas.